V galeriji Veronika je potekala slovesnost o 35-letnici območne obrtno-podjetniške zbornice Kamnik. Na njej so podelili tudi priznanja najboljšim kamniškim podjetnikom. Najprej pa je zgodovino zbornice in današnje težave predstavil njen predsednik. Naša obrtna zbornica je bila ustanovljena v letu 1975, kot predhodnica je bilo ustanovljeno Združenje samostojnih obrtnikov, gostilničarjev in avtoprevoznikov. Z tega je potem nastala ta naša obrtno-podjetniška zbornica, kakršno poznamo danes. V zbornici je vključeno, v močno obrtni zbornici Kamnik Komenda je vključeno nekje čez 1000 aktivnih obrtnikov, ki se združujejo v kar nekaj sekcijah, kako zbornica od svoje ustanovitve v letu 1975 rasla in se razvijala, povečevala število članov, z leta v leto nadgrajevala svojo kvaliteto, nabor storitev kot tudi članstvo. V vsakem primeru je po ustanovitvi zbornice za zbornico in za naš člane zelo pomemben dogodek bil pridobitev novih poslovnih prostorov, lastnih prostorov, ki nam omogočajo boljše in kvalitetnejše delo. Zahvala za vse to pa gre dosedanjim generacijam članstva. Obrtniki in podjetniki se v teh sekcijah, katerih sem prej omenil, poskušamo združevati, rešiti strokovna vprašanja po posameznih panogah. Ena od stvari, katero bi pa omenil, je pa delovanje obrtno-podjetniške zbornice na izobraževanju svojih članov. Poskušamo in trudimo se pomagati svojim članom, kolikor se le da. Dejstvo pa je, na kar moram biti pa tudi jaz mogoče zdaj malo kritičen, da se člani mogoče premalo zavedajo svojih pravic oziroma stvari, ki jim jih nudi zbornica. Trudimo se biti uspešni tudi na vseh drugih družbenih področjih, kolikor se le da, zato jaz poudarjam, da kolikor je zbornica vključena v aktivno delo lokalne skupnosti, toliko bo tudi lokalna skupnost dobila od zbornice nazaj. Kot veste, sem zbornico prevzel letos poleti. Ena od stvari, katero sem omenil prevzemu te funkcije, je bilo pa tudi združevanje oziroma poglobljeno sodelovanje z občinama, se pravi Kamnik in Komenda, za katero jaz mislim, da ni bilo na čisto na pravem nivoju, čeprav tega sodelovanja ne zanikamo. Konec koncev je bila tudi to ena od obljub v zadnjem volilnem obdobju, ampak zdaj, da ne bom predolg suhoparen, bi se na koncu res zahvalil vsem članom zbornice in vsem ljudem, ki so v zbornici pomagali do teh njenih 35 let in upam, da bomo dočakali vse 70. Spregovoril pa je tudi predstavnik Obrtne zbornice Slovenije. Lep je pozdrav našem tudi v imenu našega novega vodstva iz Ljubljane. So danes bili odsotni, zato se niso morali odzvati, ker so šli pač na šolto zaradi naše te hiše, ki imamo tam za vikend za vse naše člane in pa naše uslužbence. Danes praznujemo tu 35 let in meni je zelo veliko čas, ker sem bil pred 10 leti tudi z vami, tukaj ste med 25 let in vidim, kako je vaša območna zbornica napredovala, kako se je zgradila nov dom in tako uspešno delujete. Tudi vaš predsednik je zdaj povedal, da ste pravzaprav kljub temu, da je hotel držati nekaj kritičnih besed, vseeno homogeni in da delate. Jaz bi pa to dodal še naprej, da če bomo homogeni v celotnem združenju, torej na vsem slovenskem teritoriju, potem upam, da bomo tudi prebrodili tole krizo, kajti le skupnimi močmi potem lahko napredujemo in se tudi borimo za naše boljše delovne pogoje oziroma pogoje poslovanja. Tukaj so tudi občinski predstavniki, gospa iz vlade, iz parlamenta. Jaz bi tudi na vas malo dal to pozornost, da bi več prisluhnili tem ljudem, ki samostojno upravljajo delo ali ki so podjetniki, ki zaposlujejo, in če ne boste omogočali novih delovnih pogojev, s tem, da olajšate nam boljšo zaposlitev in pa manj davkov, potem mi iz tega
kriznega časa bomo zelo težko izvlekli se, zato ker velikih podjetij ni, vidite, da propadajo. Prepričan pa sem, da bodo podjetniki in ti mali obrtniki ta voz lahko potegnili in da bomo prišli skupaj in močnejši iz te krize ven. Da ne bi bil predolg. Rad bi res čestital vsem tem pri našim predhodnikom, da so te organizacije sploh postavili skupaj. Rad bi čestital vsem tem, ki ste zdaj, ki delate, ki ta voz vlečete naprej. Seveda posebej čestitke bi šle danes še vsem tem jubilantom, ki bodo prejeli priznanja in veselimo se jutrišnjega dne, baje, da bo spet sonce. Hvala. Spregovoril pa je tudi novi kamniški župan. 35 let. 35 let je dolga doba, sam jih še nimam. Zato leta 75, ko se je ustanovila ta obrtno-podjetniška zbornica, je bilo seveda vse drugače, tako v naši državi, tako v svetu, kot tudi drugje. Pravijo, da je bilo takrat veliko oziroma več denarja, pa ni bilo kaj kupiti, danes je pa obratno, danes je pa dovolj za kupiti, pa denarja ni. Mislim, da se boste s tem strinjali. Obrtniki in podjetniki seveda nikoli niso imeli časov rožnatih, takih, ki bi jih imeli radi. Kajti obrtništvo in podjetništvo zahteva precej, kako bi rekel temu, odrekanja, precej pridnosti, delovnosti. 24-urni delovnik je praktično vsak podjetnik. Vemo, da ko gre domov, se ne more čisto sprostiti. Vedno je z mislimi pri poslu in vemo, da so časi za obrtnike tudi danes precej težki. Plačilna nedisciplina in podobne zadeve, vemo, kaj se dogaja. Tako kot je moj predhodnik povedal, velika podjetja so v glavnem propadla, nekaj bi jih lahko seveda še delovalo, pa so bila žrtev pohlepa in drugih zadev, ampak glede na to, da je danes praznovanje, ne bomo govorili o tem. Rad bi samo poudaril, da bo občina Kamnik seveda z obrtno-podjetniško zbornico sodelovala kar v največji možni meri, tudi z obrtniki in podjetniki, kajti vemo, če bo podjetništvo, če bo živelo, bo živela tudi občina in širša skupnost, če pa tega ne bo, potem smo pa lahko na robu propada, tega se zavedam. Zato vam ob vašem jubileju izrekam iskrene čestitke, pa ne samo 70 let, tudi kaj več. Hvala lepa. In še posebno darilo gorenjskih obrtnikov. Spoštovane obrtnice, obrtniki, spoštovani cenjeni visoki gostje, pozdravljeni. Pozdravljeni iz vseh gorenjskih zbornic, jeseniške, škofjeloške, tržiške, kranjske, domžalske in seveda tudi radovljiške, od kateri sam prihajam. Ob takem praznovanju 35 let ta zbornica prihaja že kar v resna leta skoraj, ne? Mislim, da bo tudi naprej resno poslovala. Smo se odločili, imamo navado, da slavljenca tudi pogostimo oziroma podarimo. Imamo tukaj simbolično darilo sliko Kovača. Vidite, da mu ogenj že skoraj ugaša. S temi zvonci, mislim, predsednik, boste pomagali zvoniti vladi za pomoč, da tale ogenj ne bo prekmalo ugasnil. Ta ogenj, mislim, da bo še kar goreti, pa prihodnost, ki je naša Slovenija, Kovač. Cilnik. Še veliko da več raznovanja. To so mnogo bila naša zvornica, rekamo, da ta ogenj sigurno ne bo ugasnil. Hvala. Kulturni program pa so poleg učencev glasbene šole popestrili tudi pevka Martina Šraj in člani skladbe Mali grad.